En prav lep pozdrav. Danes neka taka hitra novica, mogoče bo koga zanimalo, gre za sacrifice, žrtvovanje. Kaj to je? To pomeni, da daste nekaj svojega vložka, denarja in za pač neko dobro in ne pričakujete v zameno ničesar. Seveda vsi od nas nekaj pričakujemo od tega, pa vam bom jaz tudi povedala, kaj jaz pričakujem. Tako da ni to finančni nasvet, ampak samo informacija. Če slučajno koga od vas to zanima, se mi zdi pa tak zanimiv v bistvu projekt. Tako da bomo tole share-ali. KG in pa njegov oče Don Montoya sta izumila tole internet money. Internet money je spet izvorna koda Bitcoin in to naj bi bil peer-to-peer cash, se pravi person to person oziroma človek do človeka, ne pač da neka izmenjava denarja. Zdaj zadeva je ljudem zanimiva, ni nekega buma, to že nekaj časa obstaja. Sacrifice je bil, žrtvovanje je bilo za puščajno omrežje, puščajno omrežje še ni. Zdaj pa je Sacrifice v bistvu se začel danes zjutraj ob enih, se je začel s poolom A, zdaj v pool B v bistvu pač je možno žrtvovati, pool A se je že zaključil. In v glavnem, ko bo žrtvovanje doseglo tukaj 12 milijonov, se bo pool zaključil oziroma v 5 dneh, se pravi ta teden še. Do konca tega tedna bo. Zdaj, zakaj gre? V bistvu oni zdaj delajo denarnico, ki naj bi zamenjala MetaMask, nekaj podobnega. In sicer bo denarnica bo na vseh omrežjih delovala, in sicer bo na telefonu. Zdaj zaenkrat, če tole kliknete, se pravi na Macih oziroma Androidih oziroma iOS, zdaj to že deluje, beta verzija seveda ni še dokončana, ker žrtvovanja so vedno vnaprej, ne pač, da nekdo nekaj potem naredi. Android še ni in pa Chrome extension, to očitno so ljudje zelo prosili, meni je všeč, jaz bom definitivno rajši Chrome extension uporabljala kakor na mobilnih telefonih, ker tam je denarnica bistveno manj varna. Gre za decentralizirano zadevo, kar pomeni, da nima nihče vaših ključev, in to pomeni, da morate geslo shraniti, če ga nimate, potem obvezno morate imeti seed fraze, teh 12 ali pa 24 besed, ker če tega nimate nobenega dostopa več do svojih sredstev. Zdaj, kaj je plus? Kaj je plus v bistvu te denarnice? Plus je to, da če imate tukaj v bistvu več plusov je. Prvič pravijo, da je bolj varna, potem bo decentralizirana, nihče ne bo zbiral podatkov. Zadaj v bistvu lahko tudi tukaj čist spodaj imate sociale, social media, Telegram, potem to je verjetno Discord, ali pa ne, nekaj drugega. Potem imate Twitter in pa imate tudi videe, objavljajo video, imajo svoj kanal, pa si poglejte v bistvu, zakaj gre pri celi zadevi. Fajn je tudi, ker vidite obraze in Don Montoya in KG se izpostavljata javnosti, tako da vidite v bistvu, kdo je zadaj in kakšna je to oseba, a je za zaupati ali ni za zaupati. Meni je tole kar všeč, jaz nekaj sem žrtvovala za puščajno omrežje in sem tudi nekaj žrtvovala že to za ostala omrežja. Torej, kaj dela ta denarnica? Če imate v denarnici tale kovanec, tole, se pravi
future kovanec. V bistvu pa še en drug je, če imate to v svoji denarnici, samo da ga držite na denarnici, se pa če vi zdaj žrtvujete, boste dobili več teh kovancev. Teh kovancev boste lahko drugače tudi kupili na trgu, komur to ni všeč, a nekdo bi rad počakal, da vidi, a je to v redu ali ni. Si zastonj lahko potem, ko denarnica bo na razpolago, tisti, ki imate iPhone, lahko že preizkusite na iOS, že deluje beta verzija, tako da lahko probate pa ugotovite, a vam to dela ali ne. Pa kako dela? Denarnica je zelo preprosta, tako je videti na videih. In če držite noter te kovance, dobite potem rewarde oziroma donose od trgovanja s to denarnico, ker ta denarnica ima tudi možnosti, poglejte si Black Paper, tukaj vse piše, v Black Paperju, vse piše, se pravi, tale wallet dividend, to je to, wallet dividend, Internet money je kovanec, s katerim se bo trgovalo in poslovalo in je pač njihov namen, da čim bolj likviden, nasprotno kot je zdaj Bitcoin, recimo, je pa omejen supply, ampak je supply zelo, zelo, zelo visoka, tako da je kar velik. Čeprav meni to ni najbolj všečno, da je omejen supply, je boljše to, kar smo pri Jacku Levinu videli, da supply ni omejen. Torej, ta kovanc ni zastonj, tega je treba kupiti. Zdaj, če hočete pasivne dohodke dobiti, morate imeti pa ta VD oziroma wallet dividend kovanec in zato se zdaj žrtvuje, se pravi, če vi zdaj žrtvujete isto, kot če bi ga kupili, dobite nazaj pa malo več, kot če bi ga na trgu kupili. To pomeni, da če vložite v žrtvovanje, to pomeni, dobite ta token, ki je na začetku čist brez vrednosti, ampak ga dobite po dosti boljši tržni ceni oziroma dosti boljši ceni, kot potem trg postavi. Veliko več ga dobite. To je smisel žrtvovanja. Zdaj jaz v žrtvovanje ne vlagam prav veliko, razen če nekaj res, res, res zaupam. Kakor sem recimo to naredila s Pulse Chainom, ampak zdaj sem že malo skeptična, kako bo to šlo. Verjetno bo enkrat, ampak ne še letos. Bo Richard Heart objavil, kdaj to bo. Torej, če držite ta kovanec wallet dividend v denarnici, noter, se pravi v njihovi denarnici, v tej denarnici, potem boste zaslužili pasivne prihodke od vsega trgovanja, ki se bo dogajalo, ker da se bo isto kot v MetaMasku menjati in kupovati kriptovalute, in oni so rekli, da bo, oziroma pač te dva ustvarjalca sta rekla, da bo se pravi na vseh omrežjih ta denarnica delovala bo na vseh omrežjih. Zdaj vseh omrežjih, na Binanceu je že, potem na Binanceu se tudi že da kupiti, mislim, da je tudi že se ga da ta internet money kupiti na Ethereum omrežju, jaz ga tam ne kupujem na Binanceu, sem ga in ga tam tudi držim, nekaj sem ga kupila, nekaj bom dobila. In tisti, ki boste ustvarjali nove denarnice, brezplačno, dobiš v bistvu zraven denarnice še nekaj kovancev od tiste mreže, na kateri boš ustanovil denarnico oziroma pač boš dobival rewarde v tistem kovancu, ki je glavni na določeni pač mreži, se pravi, če ste na Ethereum omrežju, bo to Ethereum, boste dobili rewarde oziroma dajte to malo bolj pogledati, nisem toliko šla v detajle, lahko da je tudi dobite kot internet money
To preverite, no, to preverite, to nisem čisto sigurna. Nisem se toliko poglabljala, zadeva mi je všeč, da spremljam, ampak prav, zelo se pa nisem poglabljala v zadevo. Všeč mi pa je, no. Torej, se pravi, ko denarnico odprete, dobite nekaj, recimo Ethereuma, pa tega Internet Money, ta dividend pa ne vem, če dobite. Mislim, da ne, ker bo omejen. V bistvu bo omejen in tisti, ki ga bodo imeli v samo držo, da ga morate v denarnici, dobite potem rewarde, se pravi nagrade. Dobivate nagrade, nič ni komplikacij, ne vem, da je treba kaj stakati, whatever, tega sploh ni, pač samo v denarnici in to je to. Zdaj, če ste slučajno žrtvovali že za Pulse Chain, potem, se pravi ta dividend, wallet dividend na Pulse Chainu, dajte iz iste denarnice žrtvovati, zdaj, pa ne nekih prav velikih zneskov, ne rabite prav veliko tega kovanca. V glavnem, če ste žrtvovali za Pulse Chain, dajte iz iste denarnice žrtvovati, kakor ste za Pulse Chain oziroma za ta wallet dividend za Pulse Chain. Zaradi tega, ker so potem neki dodatni bonusi, dobite nekaj več tega Internet Money oziroma wallet dividend, dobite nekaj več potem airdropa, ne. Zdaj, ko bo stvar zalaufala, ko bo delala, takrat vam bom naredila tudi poseben video za to. Zdaj, Sacrifice je začel, danes zjutraj ob 1 in zdaj tokle je do zdaj ljudi žrtvovalo, se pravi 301,000 pa $300 je že, to je bilo pa prejšnjič, 1,5 milijona pa še nekaj, je bilo, se pravi, prvo žrtvovanje za Pulse Chain, je bilo to. In tukaj se seštevata oba, ko to pride do 12 milijonov, če bo prišlo, se zaključi, če pa ne, se zaključi v 5 dneh. Torej, žrtvujete lahko iz Ethereum omrežja, Ethereum, Hex, USDC, USDT, DAI, Link in pa Wrapped Bitcoin. Iz Binance mreže lahko žrtvujete BNB, USDC, USDT, BUSD, in dodali so Avalanche, AVAX in pa Polygon Matic. Zdaj, te dve mreži oni predvidevajo, da boste tudi uvrstili Internet Money v svoje omrežje v prihodnosti, ni sigurno, tako da tisti, ki boste žrtvovali iz Avalanche in Polygon, ni nujno, da se bo to res zgodilo. Predvidevajo, lahko pa žrtvujete, ne. V glavnem, tukaj si preberite vse detajle, vse je jasno narisano, napisano, imate video, da lahko v bistvu si to pogledate. Pool A je, Pool B, naj bi bil zaključen, zdaj mogoče je še, kakor tlele vidim, ampak tako sem jaz razumela, no, da bo. Edino, če so si vmes kaj premislili in je Pool A še vedno zbira. Še vedno zbira. V glavnem, dobite tukaj v Poolu A kar dosti, no. Če boste danes to naredili, zdaj, če boste danes to naredili, definitivno, po mojem, pridete še celo v Pool A, drugače pa pojdite na social pa vprašajte, ne. Pa vprašajte, a je to še Pool A ali ne, če vas kaj zanima, in lahko tukaj tudi imate kalkulatorje, da preverite, a se vam splača ali se vam ne splača, pa kdaj, tako zemljevid, kaj bojo delali in kdaj bojo delali, si lahko pogledate. In pa tukaj spodaj tole, lahko če ste bili med tistimi, ki ste to že žrtvovali, kliknete in date noter svojo adreso,
se pravi svojo denarnico, naslov denarnice in pogledate, koliko točk boste dobili, ko bo puščen, če ste že zapuščena, ne. Pač jaz sem to naredila in dobim pač nekaj točk, nekaj malega nisem prav dosti. To so pač projekti, za katere morate vedeti, da lahko uspejo ali pa tudi ne. In pač tvegaš, lahko ful uspe, pa ful zaslužiš, lahko pa pač tudi ne in izgubiš. Tako da to res razmislite sami, a ste pripravljeni iti v to ali ne. Ni pa to nikakršen nasvet, samo informacija, da to obstaja za tiste, ki tega še ne veste. Skratka, če boste, dajmo pogledati gvaj, koliko je, če boste zdaj šli to delati, 10 gvaj, to boste gvaj je majhen, če boste z Ethereum omrežja žrtvovali, bo zdaj tole mogoče kakšen evro ali pa pod evro transakcija koštala vas, kar ni veliko, ni dosti, tako da na transakciji ne boste prav nič izgubili. No, kot vidite, ker je gvaj toliko nizek, se ljudje posvečajo Xenu. Je spet Xen na Ethereum omrežju med prvimi. Jaz moram reči, da res dela dobro. Jaz imam zdaj že precej denarnic narejenih, sem se tako odločila, to je moja odločitev in glede na tržno vrednost Xena mi kaže že kar fajn tisti monitor, ki lahko nesete noter denarnice. Bom to tudi povedala, naredila posebej video, ko nesete not denarnice za Xen oziroma Zen, se vidi, koliko približno imate že zdaj na kovanjih. Kovanci se vidijo točno, koliko je že na kovanjih in potem imate ceno, pač tržno ceno, koliko je, in je zanimivo. Jaz sem že precej presegla to, kar sem dala za fije, sem se odločila, koliko sem pripravljena dati za fije prek na vseh mrežah, ker zdaj sem že na večjih mrežah, je že davnaj preseglo, davnaj imam zdaj že več, ampak to bom posebej video naredila, ker so še ostale zanimive stvari, se zelo veliko učim, ker zdaj dejansko skoraj samo Zen delam, to preučujem in mimogrede še tudi take stvari, kot je ta internet money. Tako da to je to, hvala za pozornost, za posluh. Upam, da bo komu to kaj pomagalo in da vam je zadeva všeč. Dajte preučiti prej, sami se odločite, a je v redu ali ni v redu. Če vam je v redu, pa če mislite, da komu še pomaga, lahko prepošljete, zdajle je še šansa, varianta, če pa ne, pa tudi vse v redu, pač vse v redu. Pač priložnosti so, ene izkoristimo, kakšne je pa tudi fajn spustiti, kakšne priložnosti tudi niso fajn. Tako da ne se sekirati, če boste šli mimo, bodo druge priložnosti še na tem planetu. Tako da lep pozdrav, pa se vidimo pri naslednjem videu. Čau, čau.